rešitelj, dvignil me z grešnega si dna, postavil na skalo, moj korak si utrdil, saj si prišel iz nebeške slave v izgubljeni svet, edini Božji sin. Si živel in umrl, na tretji dan si vstal, s tem odprl si nam pot, življenje večno dal. Haleluja, vse storil si. Moj Jezus, rešitelj, dvignil me z grešnega si dna, postavil na skalo, moj korak si utrdil, saj si prišel iz nebeške slave v izgubljeni svet, edini Božji sin. Si živel in umrl, na tretji dan si vstal, s tem odprl si nam pot, življenje večno dal. Haleluja, vse storil si. Si živel in umrl, na tretji dan si vstal, s tem odprl si nam pot, življenje večno dal. Haleluja, vse storil si. Saj si prišel iz nebeške slave v izgubljeni svet, edini Božji sin. Saj si prišel iz nebeške slave v izgubljeni svet, edini Božji sin. Si živel in umrl, na tretji dan si vstal, s tem odprl si nam pot, življenje večno dal. Haleluja, vse storil si. Haleluja, vse storil si. Haleluja, vse storil si. Lepo pozdravljeni v velikonočni nedelji. Za največji krščanski praznik smo letos žal morali ostati doma. Toda povezani smo po domovih v Božji ljubezni in po delovanju Svetega Duha. Hvala Gospodu tudi za tehnologijo, da smo vseeno lahko danes na ta način povezani ob tem prazniku, ko se spominjamo Jezusovega vstajenja. Ob neki priložnosti je svetovno znani umetnik Michelangelo z neodobravanjem in v veliki jezi govoril s svojim umetniškim kolegom. Michelangelo mu je povedal naslednje: zakaj polniš številne galerije z slikami, ki prikazujejo Kristusa le na porazen način? Tvoje slike prikazujejo le, kako Kristus slaboten visi na križu, in na večini slik je Kristus prikazan umrli na križu s povešeno glavo. Zakaj se toliko koncentriraš
na ta del velike noči, kot če bi se velika noč končala prav z Jezusovo smrtjo na porazen in res tragičen način. Michelangelo mu je še dejal, ta grozen del velike noči je trajal mogoče le nekaj ur, toda Jezusovo vstajenje traja celo večnost in ima veličasten pomen zate ter zame. Kamen je bil odvaljen od groba in grob je prazen. Kristus živi in on vlada večno v zmagoslavju, je povedal Michelangelo. Haleluja, dragi brat, draga sestra, dragi prijatelj, Jezus Kristus živi. On ni ostal na križu, on ni ostal v grobu, on je na tretji dan vstal od mrtvih in on slavno živi na veke. S svojim stajenjem je Jezus premagal moč smrti in tudi nam omogočil večno življenje. Ker on živi, tudi jaz in ti lahko večno živiva. To pomembno resnico bi rad ilustriral z naslednjo zgodbo. Nekega lepega pomladnega dne, prav kot je danes, se je Marko peljal v avtu s svojim očetom sredi polj po neki makadamski cesti. Nenadoma je v avtu skozi okno prifrčala čebela. Ker je Marko bil smrtno alergičen na čebelji pik, se je hudo prestrašil. Začel je vpiti in jokati od strahu. Njegov oče je hitro iztegnil svojo roko in z njo zagrabil čebelo v svojo pest, ter jo nato spet izpustil na prostost. Marko se je za kratek trenutek pomiril, toda ko je videl, da čebela spet frči naokrog po avtu, je znova začel kričati in jokati. Oče je slišal in začutil ta močan strah svojega sina. Zato je še enkrat iztegnil svojo roko. Tokrat je sinu povedal, naj pozorno pogleda očetovo roko. Tam v njegovi dlani je bilo zapičeno čebelje želo. Sin, vidiš to, je oče vprašal Marka. Ne rabiš se več bati, jaz sem nase prevzel namesto tebe čebelje želo in bolečine, ki pridejo s pikom. Čebela brez žela te več ne more pičiti in ti škodovati. Kristjani se ne rabimo več bati smrti, kajti Jezus Kristus je nase prevzel želo smrti. On je iz smrti iztrgal želo, tako da smrt več nima moči nad nami, pravi Sveto pismo. Kot čebela brez žela je tudi smrt nemočna zaradi Kristusovega velečastnega vstajenja od mrtvih. Moč smrti je bila uničena z Jezusovim vstajenjem. Jezus je zmagal nad smrtjo, ki nam več ne more škodovati. Tako kot čebela brez žela več ne more pičiti in povzročiti bolečine. A ni to čudoviti razlog za veselje in radost? A ni to izjemno sporočilo upanja za vse nas v tem času koronavirusa? A je Bog vreden naše zahvale in slavljenja v tej velikonočni nedelji? Gospod si zagotovo zasluži naše čaščenje in slavljenje, čeprav se fizično ne moremo zbrati. Zato, ga bomo tudi danes častili prav tam, kjer smo. Mogoče v vaši dnevni sobi, mogoče v spalnici ali jedilnici. Jezus je veličastno vstal od mrtvih in zaradi njega živimo tudi mi. Pridimo zdaj v slavljenju in molitvi pred Gospoda in odprimo mu svoje srce. Zahvalimo se za njegovo delo na križu in za vse dobro, ki nam ga izkazuje vsak dan. Jezus je vreden, da ga prav zdaj častiš in slaviš. Dobro jutro, draga cerkev, dragi bratje in sestre. Kjerkoli se to jutro zbirate, vedite, da je Gospod z vami. In mi vas tukaj sedaj vabimo v slavljenje, odprimo naše srca. Naj Sveti Duh deluje v naših srcih to jutro, da bomo kot eno srce slavljenja. Povzdignimo našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki je umrl in vstal in živi. Umrl je za naše življenje. On je že pridobil na križu Golgoto vse za naše odrešenje. Zato imamo to jutro znova razlog, da se veselimo v slavljenju. Haleluja. Zdaj vem,
rešil me je, njegova kri odplačala vse, jaz to vem, jaz to vem. Z mene vso sramoto je vzel, v srcu rane mi ozdravil, jaz to vem, jaz to vem. Povzdignil glas bom, moj Gospod, premagal je smrt, moj rešitelj živi, moj rešitelj živi, moj rešitelj živi, moj rešitelj živi. Zdaj vem, on rešil me je, njegova kri odplačala vse, jaz to vem, jaz to vem. Z mene vso sramoto je vzel, v srcu rane mi ozdravil, jaz to vem, jaz to vem. Povzdignil glas bom, moj Gospod, premagal je smrt, moj rešitelj živi, moj rešitelj živi, moj rešitelj živi, moj rešitelj živi. Z mene vzel si breme, vstal bom s teboj, pred tabo pišem srečen znak, tvoje kraljestvo pride nam. Moj rešitelj živi, moj rešitelj živi, moj rešitelj živi, moj rešitelj živi, naš rešitelj živi, naš rešitelj živi, naš rešitelj živi, naš rešitelj živi, ja, on živi. V začetku ti si bil beseda, ti najvišji Bog, Gospod. Božjo slavo skrito v stvarstvu, razodel si Kristusjo, čudovito ime imaš, čudovito ime imaš, ime naš Jezus Kristus kralj. Čudovito ime imaš, neprimerljivo je, čudovito ime imaš, ime naš Jezus. Nebesih nas želiš imeti, zato postal si pododja. Kljub grehu nas zelo si ljubi, kaj od tebe loči nas, čudovito ime
čudovito ime imaš, neprimerljivo je, čudovito ime imaš, ime naš Jezus. Smrt si nadvladal, zaveso pretrgal, premagal moč greha in teme. V nebesih odmeva ti hvalnica slave, si obuje življenje bir. S tabo ne more nihče tekmovati, zdaj in zdaj vedno vladal boš. Ti kralj si nad kralji, vreden vse slave, tvoje ime najvišje je. Moč imenu je Jezus, moč imenu je Jezus, ime naš Jezus, Kristus kralj. Moč imenu je Jezus, neprimerljivo je, moč imenu je Jezus, ime naš Jezus. S tabo ne more nihče tekmovati, zdaj in zavedno vladal boš. Ti kralj si nad kralji, vreden vse slave, tvoje ime najvišje je. Čudovito ime imaš, čudovito ime imaš, ime naš Jezus, Kristus kralj. Čudovito ime imaš, neprimerljivo je, čudovito ime imaš, ime naš Jezus. Čudovito je tvoje ime, Gospod, ki je nad vsakim imenom. Hvalimo tvoje ime, Gospod, to jutro. Hvalimo te, Gospod, zaradi ljubezni, ki si nam jo izkazal, da si nas sprejel takšne, kakršni smo, Gospod, in da nas ti po svoji ljubezni vsak dan znova spreminjaš, da smo ti vedno bolj podobni. Hvala ti za to milost, ki jo ti vsako jutro daješ v isti meri. Hvala ti, Gospod, da ti to jutro kličeš srca, ki poslušajo tvoj glas prav zdaj. Da ti to jutro iščeš srca, ki se jim želiš razodeti, kot še nikoli do zdaj, Gospod. Hvala ti za to. O, Gospod, razodeni nam svoje ime. Daj, da te spoznamo kot prijatelja, kot tolažnika, kot tistega, ki osvobajaš naša srca, kot našega zdravnika. O, Gospod, čudovito je tvoje ime. V tvojem imenu je moč. Haleluja. Zvišen si, zvišen si. Zvišen si,
grešen človek sem, po krvi jagnjeta oproščen. Našel sem tebi, saj ti sam si za me življenje žrtvoval. Zvišen si, Angel pa je nagovoril ženi: ne bojta se, vem, da iščeta Jezusa križanega. Ni ga tukaj, obujen je bil, kakor je rekel. Jezusovo stajenje je zagotovo največji dogodek v zgodovini človeštva. Ni ga tukaj, obujen je bil. Seveda, mnogi zanikajo Jezusovo stajenje kot zgodovinski dogodek. Se ni tako enostavno verovati v stajenje od mrtvih. Vsak dan ljudje umirajo in se več ne vračajo. Tudi v 1. stoletju je bilo tako. Nikoli ni enostavno verovati, da je nekdo vstal od mrtvih. Potrebujemo pomoč od Boga. Glej, stojim pred vrati in trkam. Če kdo sliši moj glas in odpre vrata, bom stopil k njemu in večerjal z njim, on pa z menoj. Tukaj nam Božja beseda govori o vratih naših src. Da Jezus stoji pred vrati naših src in želi vstopiti. To velikonočno nedeljo odprimo naša srca in dovolimo Svetemu Duhu ali trojedinemu Bogu, da vstopi in nam razodene ljubezen, skrivnost, bistvo velike noči. A je Jezusovo stajenje res tako pomembno? Ali ni za krščanstvo pomembnejša njegova smrt? Če Jezus po svojem žrtvovanju ne bi bil obojen od mrtvih, ne bi bilo odrešenja, ničesar ne bi imeli, kar bi lahko naslonili našo vero. Pavel postavi na kocko vse. Če ni vstajenja mrtvih, potem tudi Kristus ni bil obojen. Če pa Kristus ni bil obojen, je tudi naše oznanilo prazno in prazna tudi vaša vera. Potem je spomin na Jezusovo vstajenje samo še eno od religij, ki se je razvila skozi zgodovino človeštva. Jezusovo vstajenje je mnogim kamen spotike. Skozi zgodovino lahko vidimo,
boj med vernimi in nevernimi, razprave za in proti vstajenju. Frank Morrison je bil britanski novinar, ki se je odločil dokazati, da se vstajenje nikoli ni zgodilo. Skozi proučevanje zapisov in vse, kar je bilo omenjeno z Jezusovim vstajenjem, po tehtnem proučevanju je na koncu prišel do zaključka, da je lažje verovati vstajenje od mrtvih, kakor ne. Morrison ni edini, ki so se iskreno odločili, da želijo proučevati Jezusovo vstajenje. In mnogi so prišli do popolnoma istega zaključka. Dobro je vedeti nekatera dejstva, ki so povezana z Jezusovim vstajenjem. Ali so si učenci celo zgodbo izmislili? Toda postavlja se nam vprašanje, kako bi bili pripravljeni umreti za laž. Skozi zgodovino lahko vidimo, da so vsi učenci bili umorjeni ali končali mučeniške smrti. Mogoče samo apostol Janez ravne. Kako bi potem bili pripravljeni umreti za nekaj, kar so vedeli, da ni resnica? Drugo, nihče ni mogel pokazati Jezusovega mrtvega telesa. V času Jezusovega vstajenja je bilo veliko njegovih nasprotnikov, ki bi z veseljem šli k grobu, vzeli njegovo mrtvo telo in pokazali vsem ljudem, da Jezus ni vstal, da to, kar učenci oznanjajo, je laž. Ali pa mogoče, da so učenci ukradli Jezusovo telo. To ni bilo tako preprosto. Grob je bil zapečaten z rimskim pečatom, kar je pomenilo, da nihče ni smel brez rimske oblasti odpečatiti pečat. Ali z druge strani je to pomenilo smrt. Rimski vojaki, če bi zaspali in bi učenci ukradli telo in bi s tem bil pečat uničen, bi zaslužili smrt. Zato so rimski vojaki sigurno zvesto opravljali svojo dolžnost, saj je šlo za njihovo življenje. Lahko bi še našteval in se moče prepričevali, da je Jezus res stal. Pa še vedno vsak lahko reče, in kaj potem? V igri je mnogo več. Gre za večno življenje. Je mnogo več kot tradicija, družinski ali verski praznik, dobra šunka ali lepi pirhi. Ponovno. A Jezusovo vstajenje res tako pomembno? Je, ker je človeška duša večna. Jezus govori o večnosti. Ti pojdejo v večno kazen, pravični pa v večno življenje. Jezus zelo jasno pove, da se smrtjo življenje ne konča, ampak nadaljuje. Da eni gredo v večno kazen in drugi v večno življenje. Jezus noče, da bi kdorkoli bil pogubljen ali kaznovan. Sam Jezus je prišel in poznamo te znane besede iz Janezovega evangelija v 10. poglavje 10. vrsta. Tat prihaja samo zato, da krade, kolje in uničuje. Jaz sem prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju. Jezus je prišel, da imamo večno življenje, ne da smo za večno pogubljeni. Žalostno je, ko človek noče sprejeti Jezusove ponudbe. Sam Jezus je moral povedati, toda vi nočete priti k meni, da bi imeli življenje. Človek na vse mogoče načine najde izgovore in se velikokrat norčuje iz Jezusa in
velikonočnih dogodkov. Mnogi pravijo, pa če nas res Bog ljubi, ali če Jezus res stal od mrtvih, naj se prikaže, naj je to javno vidno. Apostol Pavel pravi, beseda o križu je namreč za tiste, ki so na poti pogubljenja, norost. Nam, ki smo na poti rešitve, pa je Božja moč. Ali želimo to veliko nočno nedeljo dovoliti Bogu, ali kot sem že rekel, odpreti svoje srce njemu, da nam Bog razodene moč velike noči, moč njegovega vstajenja, moč njegove ljubezni. Bog v svoje ljubezni še vedno čaka. Apostol Peter je zapisal, Gospod ni počasen glede obljube, kakor nekateri mislijo, da je to počasnost. Ne, le potrpežljiv je z vami, ker noče, da bi se kdo pogubil, ampak da bi vsi dosegli spreobrnenje. Kaj bomo storili? Ali kaj boš storil? To, kar je Jezus za veliko noč na Golgotskem križu storil za tebe. Plačilo za greh je namreč smrt. Božji milostni dar pa večno življenje v Kristusu Jezusu, našem Gospodu. Plačilo za greh je smrt. Strašne posledice namesto življenja. Smrt, trpljenje namesto čudovite večnosti. Toda velika noč nam razodeva, da nam ni potrebno trpeti, da nam ni potrebno biti večno pogubljeni, kajti Jezus je prišel in na križu trpel namesto nas. Plačal, ali kako smo prebrali v Božji besedi, plačilo za greh je namreč smrt. Božji milostni dar, ali dar, velika noč nam govori, da je Jezus vse storil za našo odrešitev in da nam ponuja večno življenje, odpuščanje naših grehov kot dar. Ali želimo to sprejeti? Ali želimo to Božjo milost doživeti v svojem srcu, v svojem življenju? Ali želimo vso večnost živeti v večnosti z Bogom? Jezus Kristus, našemu Gospodu, ki je vstal od mrtvih, stajenje nam razodeva, da smrt ni konec. Naša duša, duh je večen. In tako pomembno je, ali želimo to veliko noč nedeljo prositi, sprejeti, če se nismo, Jezusa za svojega zveličarja, ki je umrl za naše grehe in je tretji dan vstal. Ali želimo, da nam on odpusti, ali dovolimo ceno, ki je plačal namesto nas, da jo sprejmemo za odpuščanje naših grehov in večno življenje. Pridimo v molitvi to veliko noč nedeljo. In če želiš sprejeti večno življenje, katerega Jezus ponuja, za katerega je prišel in na križu umrl za nas, potem skupaj molimo in prosimo in sprejmimo Jezusa za svojega rešenika. Jezus, hvala ti, da si prišel na ta svet in umrl za naše grehe. Jezus, in zdaj te prosimo, odpusti nam vsak greh in nas sprejmi v svoje kraljestvo, da smo tvoji otroci, da bomo vso večnost s tabo
Jezus, da bomo imeli večno življenje, ne večno pogubljenje. Hvala, nas tako ljubiš in čakaš, če še kdo odpre svoje srce tebi in te sprejme za svojega zveličarja in odrešenika. Jezus, hvala ti, da ti odpuščaš in daješ večno življenje. Amen. Želim vam še naprej blagoslovljene velikonočne praznike in veselimo se, kajti smrt ni konec. Jezus je na Golgotskem križu premagal smrt, premagal koronavirus, da lahko v njem imamo večno življenje. Ostanite zdravi in močni molitvi. Amen.